Koroški medgeneracijski center na Ravnah na Koroškem je nastal na pobudo občine, ki je v sodelovanju pri ustanavljanju povabila Društvo upokojencev in Koroški dom starostnikov. V Koroškem domu starostnikov so povabilo sprejeli kot izziv v smislu delovanja v skupnosti, občina pa je željo kakovostnega bivanja vseh generacij za delovanje centra ponudila bogate prostore na odlični lokaciji. Program medgeneracijskega centra smo oblikovali na podlagi potreb in želja občanov in občank, ga sproti dopolnjevali, spreminjali, predvsem pa upoštevali in vnašali njihove želje in ideje. Tako je 20. maja 2014 odprt Koroški medgeneracijski center že postal središče dogajanja v občini, saj letno zabeležimo tudi do 14.000 obiskov. Ob praznovanju 5. obletnice smo izdali zbornik, v katerem je dr. Zdravko Zupančič, pisatelj, predavatelj in učitelj retorike, ter naš zunanji izvajalec zapisal: V japonskih zgodbah odnesejo stare ljudi na Sveto goro, od koder leti vzletijo v večnost. Na Ravnah na Koroškem niste tako nespametni, da bi modrost odstranili iz svojih življenj. Nasprotno, na Trgu Svobode ste pripravili posvečen kraj, kjer mladost zori ob izkušnjah starejših in kjer se starejši napajajo z radostnim smehom mladincev. Koroški medgeneracijski center je odprt za vse, ki želijo, zmorejo in hočejo s povezovanjem in sodelovanjem soustvarjati prijazno skupnost za ljudi vseh starosti. Aktivnosti se izvajajo v okviru različnih projektov. V prvih letih smo izvajali aktivnosti dnevnega centra, enoletne programe za starejše, mladinske programe in prostovoljsko delo mladih. Del vsebin naš center izvaja tudi v medgeneracijskem centru v Mežici in v Črni na Koroškem. Ponujamo izobraževalne aktivnosti, kot so predavanja, različni tečaji, učna pomoč in miselne delavnice, ter ostale kompetenčne delavnice, rekreativne aktivnosti, kreativne in umetniške delavnice, kulinarične aktivnosti ter ostale prostočasne delavnice in dogodke. Kot prvo aktivnost smo izvedli glasbeno delavnico, ki jo je v centru vodila takratna stanovalka Koroškega doma starostnikov. Gospa je bila odlična pianistka in pevka in ji tako ni bilo težko navdušiti člane, ki so se združili v glasbeno skupino Koroški Mix in danes izvajajo številne nastope izven centra. Celo uspešno deluje tudi gledališka skupina, ki je leta 2018 prejela občinsko priznanje Prežihovo plaketo. Plesna skupina je začela delovati v letu 2019. Prvi velik nastop je bil na družabni prireditvi Country Folk na ulici na Ravnah na Koroškem, kjer so ob zvokih irske tradicionalne, bluegrass in evropske etnoglasbe zaplesali skupinski kavbojski ples. Vsem naštetim skupinam, ki prispevajo k bogatenju kulturnega utripa tako v našem centru, v občini, kot v ostalih krajih v Mežiški dolini, je potrebno dodati še en ponos. Medgeneracijski atelje, vezenje gobelina dimenzij 200x300 cm, poteka pod mentorstvom akademske slikarke Katje Fele. Dokončanega gobelina bo potrebnih še nekaj let in do takrat bodo udeleženke porabile okroglih 1800 zvitkov prejic po 8 metrov v 50 barvnih odtenkih. Naredile pa bodo kar 3 milijone vbodov. Aktivnosti, kot so blagovna menjava, klepet z županom, informacijska točka, torej strokovna pomoč za starejše in mlade v smislu prepoznavanja stiske in pomoč pri iskanju pomoči, so posebnost našega medgeneracijskega centra in pa zajtrk na ulici, 100 metrov štrudla, petkova kosila in tako naprej. V letih 2017 in 2018 smo izvajali projekt Izobraževanje in osveščanje za obvladovanje demence, v okviru katerega smo odprli demenci prijazno točko. Zelo uspešni so tečaji oskrbe pomoči potrebnega svojca, ki se od leta 2018 izvajajo v okviru projekta Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Program izvajajo strokovnjaki z večletnimi izkušnjami. Smo gostitelj projekta razdeljevanja hrane, ki ga izvajamo v partnerstvu z občino in Lions klubom. Skrbimo za več kot 150 občanov. Vsem članom Koroškega medgeneracijskega centra za članarino poleg vseh aktivnosti v centru ponujamo popuste pri sponzorskem nudenju komercialnih storitev in blaga. Zdi se nam pomembno, da se tudi v času epidemije aktivno vključujemo v družabno dogajanje. S pomočjo prostovoljk smo za članice in člane zašili zaščitne maske, ki smo jih poslali vsakemu posebej na dom.
Prav tako smo maske razdelili tudi med uporabnike pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe. Ponujamo tudi brezplačno psihosocialno pomoč in svetovalni kotiček, kjer se uporabniki lahko pogovarjajo s strokovnjakinjo. Pomoč poteka enkrat tedensko. V okviru projekta Dogaja se Center aktivnosti Koroške, ki združuje pester nabor aktivnosti, pripravljamo vsebine, ki potekajo na daljavo, kar pa zahteva kar nekaj vložka, tako strani organizatorjev kot izvajalcev. Miselne delavnice potekajo vsak četrtek po elektronski pošti. Za vse učenke in učence, ki obiskujejo učno pomoč, jo zdaj ponujamo preko spletnih medijev, prav tako preko spleta poteka tečaj nemškega jezika. Na naši Facebook strani objavljamo video vsebine različnih aktivnosti, kot so plesne vaje, vodena aerobika in tako naprej. Zelo uspešno deluje plesna skupina, ki bi se morala v mesecu marcu naučiti že 4. koreografijo, ki smo jo zdaj objavili na spletu. Mentorice pripravljajo različne video vsebine. Koroški medgeneracijski center je sodeloval pri ustanavljanju drugih centrov na Koroškem. Najprej v Mežici, programe izvajajo v Črni na Koroškem in v Kotljah. Izjemno veseli smo tudi, da center obiskujejo različne skupine obiskovalcev iz različnih krajev Slovenije. Izpostaviti moramo odlično sodelovanje z vsemi institucijami in organizacijami v občini in na Koroškem. Z vrtcem, osnovnimi šolami, srednjo šolo, gimnazijo, knjižnico, Zavodom za šport, kulturo in turizem, vsemi gostinci. Koroški medgeneracijski center je postal povezovalec idej in programov v občini. V času delovanja je v centru dobilo zaposlitev 12 sodelavcev. Bili smo uspešni tudi pri pridobivanju evropskih sredstev v višini 1 milijona evrov. Vesela in hvaležna sem, da imam možnost in priložnost sodelovati v tem odličnem občinskem projektu. Hvaležna sem, da sem del ekipe medgeneracijskega centra, ki dela odlično in dobro delo. In vesela sem, da sem v tem času spoznala toliko izjemnih ljudi, ki so postali del mojega življenja. Tudi v prihodnje bomo razvijali programe, ki bodo ponujali starejši generaciji lepo življenje, ki bo aktivno generacijo razbremenila in mlajšo vzgojila za lepšo prihodnost. Rezultat našega dela je več kot 70 000 obiskov v 6 letih in več kot 100 rok ljudi, ki se zavedajo, da živeti ne moremo le zase.